Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Pred nami je prva tekma 23. kroga Prve lige Telekom Slovenije. V Sežano pa je pripotovalo moštvo 15-kratnih državnih prvakov Maribora. Že blizu 4 let sta, oziroma 4 leta bosta kaj kmalu obrnila, odkar vodita moštvi Grabič pri Bravu in pa Šimundža v Prekmurju, kjer krmano. Zdaj pa gol in vodstvo Maribora z 0:1 v Sežani. Ja, to pa je zdaj lep moment za navijače Mariborčanov. Bajde je poskrbel za vodstvo na Krasu. Tukaj pa takoj seveda veselje na klopi vijoličnih, kako tudi ne. 34 metrov stran, Mihaljević preko gola. Krona vetra, tam je utekal tudi Aljoša Matko in ostaja. No, zdaj pa že akcija na drugi strani, strel preko gola. Uspel jim je cilj, ki so si ga zadali, da ostanejo seveda reden prvoligaš tudi v nadaljni sezoni. Visoka žoga, nevarno je, nema nič najvišji. Ja. Kar se tiče obrambe, Maribor, 5. ekipa prvenstva, no, tam pa Mlakar in Maribor vodi z 0:2. Takoj po vstopu v igro solo akcija Jana Mlakarja, ki je povišal zdaj prednost na 0:2. No, zdaj pa so v težavah domači nogometaši. Vidimo tudi po teh reakcijah, kako jim je odleglo veselje novega športnega direktorja Marka Šulerja. Torej zaenkrat Obrenović že pri 5 podpisanih, no zdaj pa 3:0. Danes pa, kot kaže, golijada Mariborčanov na stadionu Rajko Štolfa. No in tukaj pa je zdaj tisti pravi team spirit, tisti nasmehi na obrazih. Dialog pa bo želel poskrbeti, kar se da natančen predložek. Streli, nevarno je bilo to. Ob koncu letošnje sezone junija se kar 11 nogometašem iztečejo pogodbe, ali bo šlo tukaj za številna podaljšanja ali za iskanje novih nogometnih sil. Še ena akcija in zdaj pa razpad sistema pri Taboru, 0:4. Sjajen gol smo videli, kako lepo se je tole zatreslo v Sežani in čudovit gol. Ja, nekaj lepih golov je v tej sezoni že padlo, ne nazadnje sta iz prostih strelov Mojstrovini uprizorila. Ja, težko komentirati tak visok poraz, sploh po prvem polčasu, kjer smo nekako po prejetem golu dobro reagirali, bili konstantno na njihovi polovici in imeli neke priložnosti, pol priložnosti. Potem pa po drugi polčas, po prejetem drugem zadetku se nekako nerazumljivo, nekako smo popustili in dobili prelahko že drugi gol, tretji, četrti in nekako rezultat je visok. Zdaj časa za oblikovanje ne bo dosti, ker je čez 2 dni že nova tekma. Zdaj bo treba nekako ekipo spet dvigniti in se maksimalno motivirati za naslednjo tekmo, ne preostane drugega. Se strinjam, mislim, da smo lahko danes ponosni na fante, da so dali vse od sebe in to je ta neka vrednota, ki jo bomo gojili naprej. Se pravi, ta borbenost oziroma ta požrtvovalnost za klub, za ta naš sveti klub, tako da to bo vedno osnova od danes naprej.